Portal za založnike je res eden najvidnejših rezultatov tega projekta, vendar pa projekt odpira tudi številna širša vprašanja, povezana z digitalnim okoljem, v katerem danes nastajajo, krožijo in se ohranjajo publikacije. K sodelovanju na današnjem dogodku smo zato povabili priznane strokovnjake z različnih področij, ki bodo vsak s svojega vidika osvetlili različna področja sodobnega založniškega in informacijskega okolja, od informacijske varnosti in umetne inteligence do digitalnega izvirnika, odprte znanosti in prihodnosti tiskane knjige. Najprej na oder vabim Boža Beriča, svetovalca informacijske varnosti v podjetju Boberkop, ki bo spregovoril o tem, kako zagotoviti varnost in zanesljivost sistemov za dolgoročno ohranjanje digitalne dediščine. Izvolite. Hvala. Ja, dober dan. Moje ime je Božo Berič, na kateri me zmotno predstavljajo kot strokovnjaka za informacijsko varnost. Nažalost, to ne obstaja. Tako da veste, ne. Kratko bom povedal o varnosti digitalnih arhivov, kako ohraniti to dediščino, lotil se bom v bistvu najprej zakaj in potem kako. Čisto kratko, upam, da ne bo preveč tehnično. Najprej bi pa vsem voščil današnji veliki praznik. Danes je namreč 500. obletnica, odkar je naša vesoljska ladja vstopila v osončje Proxima Centauri, in danes je planetarni praznik na planetu Proxima b, kjer je bila prva človeška kolonija. Vesoljska ladja Platon je plula pod logom človeštva pentagonskega dodekaedra. Aha, vidim, ja, zmeda, kaj se dogaja, ne? A veste, jaz sem precej star, sicer ne star za jamske slikarije, ampak v moji mladosti bila ena dokumentarna oddaja, ki se mi je blazno vtisnila v spomin. Mislim, da je bil vodja takrat Arthur Clarke. In v tem dokumentarcu so razpravljali o možnosti, kaj bi se zgodilo, če. Namreč to je eno od sporočil tiste oddaje, vkolikor ne bi bila uničena velika knjižnica v Aleksandriji. Dejstvo je, da je človeštvo skozi svoj obstoj izgubilo ogromno informacij in s tem ogromno znanja. In ne vem, ali si mi lahko to danes privoščimo še. Ali si tega želimo. Ampak gremo na digitalne arhive, gremo na sodobnost, na realnost. Kaj je digitalna dediščina? V bistvu vsi tisti zapisi, dokumenti, fotografije, gradiva, ki obstajajo v digitalni obliki in ki imajo kulturno, izobraževalno ali znanstveno vrednost. Vsi vemo, da lahko rečemo, danes živimo v digitalnem svetu. Vse okrog nas je, vse se digitalizira, vse več je digitalnih oblik, to smo že slišali danes. Tule imamo nekatere vrste gradiva, ampak kateri so pa izzivi? Naprimer, en prvi zelo zanimiv tehnični izziv je povezan z naglim napredkom. Namreč nagli napredek ogroža digitalne arhive. No, da pojasnim. Zastarelost formatov. Pomislite, koliko danes, kdo od vas še uporablja disketo, kdo še sploh ima bralnik za disketo. In enako gre pri teh formatih za velike količine podatkov, naprimer za te magnetne trakove in tako naprej, ker se formati redno menjajo. Poleg tega imamo tudi drug problem. Krhkost medijev. Ja, digitalne zapise je lažje ohraniti kot papirne. Ampak sami mediji imajo pa krajšo življenjsko dobo kot tiskani papir. Razmagnetijo se, uničijo se in tako naprej. Potem imamo pa kibernetske grožnje. To vsi vemo, danes je to, ja, vse povsod okrog nas. Od tistih slučajnih do zlonamernih izsiljevalskih programov in vse skupaj to zaokroži v bistvu pomanjkanje strategij. Namreč, če nimamo pravilne strategije za hranjenje digitalnega arhiva, bo izgubljen v nekaj desetletjih. Kdo nam pri tem lahko pomaga? Obstajajo standardi,
in zakoni, ki nam dejansko lahko pomagajo pri tem. Naprimer, lani decembra je stopil v veljavo zakon o informacijski varnosti in Narodna univerzitetna knjižnica je zavezana za to. In ravno v Narodni univerzitetni knjižnici so se odločili, da bojo v bistvu uvedli skladno s tem zakonom tako, da so vzpostavili okvir po ISO 27001 standardu vodenja informacijske varnosti. Dobro, imamo še ZVOP-2 in referenčni model za dolgoročno digitalno ohranjanje in arhiviranje, ampak trenutno se bomo lotili tistega 27001. Namreč mednarodni standard za vodenje informacijske varnosti, ki se ukvarja z zaščito sistemov, varovanjem zbirk, omogoča revizijske sledi, avtentičnost gradiva. V bistvu to je, takšna varnost je ključna za ohranjanje digitalne dediščine. In osnova, temelj informacijske varnosti, ta znamenita CIA, to ste nekateri že slišali, nima veze s tisto ameriško CIA, to pomeni confidentiality, integrity in availability, se pravi zaupnost, celovitost in razpoložljivost. Zaupnost, dobro, v tem primeru, kdo pač lahko dostopa do informacij. Za digitalne arhive sta pa izredno pomembna celovitost in razpoložljivost. Ko govorimo o celovitosti digitalnih arhivov, blazno pomembna je avtentičnost. Kaj to pomeni? Da je zadeva nespremenjena, da je v takšni obliki, kot je bila ustvarjena, da je nihče nepooblaščeno ni spreminjal, potvarjal. Danes je blazni izziv pri tem umetna inteligenca. Vsi ste slišali za globoke ponaredke in podobno. Te kontrolne vsote, to so zdaj strokovni izrazi, to je v bistvu tako kot digitalni prstni odtis, ki beleži vsako spremembo in se popolnoma spremeni v primeru vsake spremembe. Digitalni podpisi so tako kot notarski žig, ki zagotavljajo, da je informacija v originalnem stanju. Revizijske sledi so blazno pomembne, zaradi tega, da vemo, kaj se je dogajalo s to informacijo, s tem dokumentom, kje se je gibal, kdo je dostopal do njega, kdo ga je spreminjal in tako naprej. In seveda, dobro, pravica dostopa tudi. Dostopnost podatkov, ki jih potrebujemo, razpoložljivost je pa tisto, kar smo govorili prej o Aleksandrijski knjižnici. Namreč, če izgubimo, jih bomo izgubili. Ni jih več. Dobro, tole imamo nekaj 99,9 razpoložljivost se sliši blizu popolnosti, je tako? A mogoče kdo ve, koliko ur je to na leto izpada? Krat 2. Ne, krat 2. Ja, to je skoraj 14 ur. Tako da je to še daleč od popolnosti. In potem nekatere dobre prakse, dajmo, redundantni sistemi za preprečevanje enotočkovnih odpovedi, načrti neprekinjenega poslovanja, geografsko ločeno shranjevanje varnostnih kopij in podobno. Vse to so zadeve, ki so vključene tudi v ISO 27001. Katere so najboljše prakse? Eno je upravljanje tveganj tule. Namreč vsi ISO standardi in ravno tako zakon o informacijski varnosti, ta še bolj poudarja pristop iz stališča vseh tveganj, vseh groženj, pardon. Kaj so vse grožnje? Večina ljudi si zmotno predstavlja, da ko govorimo o informacijski varnosti, govorimo o varovanju pred kibernetskimi napadi in prek hekerji. Ne. Razpoložljivost ogrožajo tudi grožnje, kot so, ne bi verjeli, požari, potresi, poplave. V človeškem faktorju sploh ne bi govorili tole, ne. Tisti vedno zmaga, no. Tako, šifriranje, nadzor dostopa, smo imeli pravilo 3.2.1, no to je zanimivo, to je ena tistih svetih pravil varnostnega kopiranja, se pravi, 3 kopije na 2 različnih formatih, ena oddaljena, ne. In potem si pa siguren, da se ti nič ne more zgubiti, ne. Migracije formatov, to smo omenili, ne, na nove medije, redno presnemavanje oziroma to. Tule je ena zanimivost glede migracije formatov, pa prosim ne me držati za jezik glede tega, ampak mislim, da dost kmalu v nekih desetletjih se ne bo treba več tega presnemavanja, bo stalen format, mislim, da bo to na kremenovih kristalih. Če koga zanimajo dodatna pojasnila o tem, lahko kasneje. Izobraževanje kadrov, to je zelo pomembno. Redno vzpostavljanje zaposlenih v varnostnih politikah. Namreč
veliko teh zadev, neprijetnih, se zgodi ravno zaradi tega, ker je človeški dejavnik vključen zaradi nepoznavanja in nerazumevanja. In seveda revizije in certifikati, redno pregledovanje, vsi standardi, zakon zahtevajo stalno izboljševanje. In to je to. Zaradi kaj? Tudi tehnologija se spreminja. Kaj? Digitalna dediščina je neobnovljiv vir. Če izgubimo, izgubimo. Celovitost in razpoložljivost sta ključna stebra informacijske varnosti v arhivih. Uporaba standardov zagotavlja preizkušen okvir, kako to doseči, in seveda naložbe v infrastrukturo, kadre in izobraževanje so tule blazno dobrodošle. To je pa to. Hvala. Najlepša hvala, Božo Berič. Tudi z naslednjim predavanjem ostajamo na področju tehnologije in sicer se pomikamo na področje uporabe pisne dediščine v digitalnem okolju. Umetna inteligenca in druge nove tehnologije namreč odpirajo številne nove možnosti, hkrati pa postavljajo tudi nova vprašanja in omejitve. Prosim sodelavko Ajdo Zavrtanik-Derglin, vodjo delovne skupine za umetno inteligenco v NUK-u, sicer programerko aplikacij, da pride na oder. Super. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Ajda in sem zaposlena v NUK-u v, kako se zdaj imenujemo, oddelek za informacijske rešitve kot programerka aplikacij in se večinoma v svojem delovnem času ukvarjam z aplikacijo umetne inteligence v knjižnične procese, dajmo temu tako reči. Tako da tukaj piše meje novih tehnologij, predvsem bom govorila oziroma izključno o umetni inteligenci in kako jo mi nekako poskušamo vplesti v naše delovne procese in tako naprej. Torej, samo zelo na hitro o digitalnih vsebinah v NUK-u jih hranimo in objavljamo predvsem na portalu dali.si, ki je bil že omenjen, kjer imamo trenutno več kot 1.200.000 posameznih enot, ki so večinoma skenogrami, pa potem tudi PDF-ji, drugačni PDF-ji, slikovno gradivo in tako naprej, zelo veliko različnih oblik. Imamo pa tudi v okviru obveznega izvoda, shranjujemo spletni arhiv, torej zajemamo spletno domeno, slovensko spletno domeno, tako da tudi tega imamo zelo veliko. In pač ena izmed naših prednostnih nalog, oziroma ne samo nalog, tudi želja, je ne samo, da vso to gradivo ohranjamo, ampak da ga tudi nekako ponujamo javnosti in raziskovalcem, da je čim bolj dostopno, čim lažje dostopno, čim hitreje dostopno in pa tudi uporabno. Tako da brez tega je to gradivo bolj samo sebi namen. Tako da, zdaj pa seveda v tej dobi umetne inteligence, kaj vse lahko s tem gradivom počnemo, to je v bistvu neskončen seznam takih možnosti. Tako da to je seveda, kar bom zdaj naštela, zelo na hitro, s tem se mi recimo malo ali pa bolj ukvarjamo ali pa si želimo ukvarjati, nekako pa na 3 področja, taka zelo groba, poskušamo to razdeliti. Prvo področje bi bilo izboljšanje storitev, ki jih ponujamo uporabniku. To bi bilo na primer iskanje po vsebinah, ne samo po ključnih besedah, ampak dejansko po vsebini besedil, na primer, pa tudi vizualnega, torej recimo slik, predlaganje kakšnih podobnih vsebin, personalizacija storitev, recimo tudi predlaganje ne samo podobnih vsebin, ampak vsebin na podlagi zgodovine iskanja za recimo posameznega uporabnika. Potem imamo, kot smo že danes večkrat omenili, kakšne pogovorne robote, ki se lahko pogovarjajo o posameznih področjih.
Tudi govora je že bilo o spletni dostopnosti za uporabnike z oviranostmi, kar je tudi recimo ena izmed prednostnih nalog in je tudi možno to recimo pohitriti s porabo umetne inteligence, pa tukaj ta seznam seveda, kot sem rekla, nezaključen in vsak dan bi lahko tukaj še kaj dodali. Potem neko drugo področje bi bili novi načini same obdelave in pa prezentacije tega gradiva. To je bil recimo prvi projekt, ki smo ga v NUK-u speljali s pomočjo umetne inteligence, je bil prav z tega področja in se je dotikal obarvanja črno-belih zgodovinskih fotografij, s čimer smo poskušali to gradivo približati javnosti, približati uporabniku. Potem smo tudi ustvarjali videe s pomočjo umetne inteligence na podlagi teh fotografij, kar je potem prineslo neko dodatno dimenzijo tem fotografijam in nekako je bilo bolj zanimivo za uporabnika, bolj se je lahko povezal s tem gradivom. In na tak način potem gradivo postane bolj interaktivno in bolj zanimivo. Tudi tukaj, zato mogoče mi nismo taki eksperti, ampak ja, tudi recimo muzeji zelo veliko delajo na tem področju. Potem pa še to tretje področje, o katerem bom še malo več govorila, kar se tiče našega delovnega procesa za kulisami, kar pomeni, da želimo nekako izboljšati sam delovni proces v knjižnici. Torej, predvsem tukaj govorimo nekako o polavtomatizaciji rutinskih procesov. Torej, še vedno želimo ohranjati avtonomnost in strokovnost osebja, ampak tisti procesi, ki pa zelo veliko časa našim, naprimer katalogizatorjem vzamejo, so pa velikokrat v resnici rutinski in pri teh si želimo tak nekako nestrokovni del dela čim bolj pohitriti, zato da ostane čas za tisti del, ki je bolj zanimiv, bolj strokoven, bolj pomemben, da ga dejansko človek opravi. In torej, na splošno, ko razmišljamo, kako bomo umetno inteligenco vpeljali v neke procese ali pa kako bomo začeli jo uporabljati, imamo nekako dve možnosti, na kakšen način se bomo tega lotili. Kateri model bomo izbrali, je ključno vprašanje. In tukaj pridemo do razpotja. Možno je uporabiti komercialne ponudnike, to so na primer OpenAI s svojim ChatGPT-jem, Anthropic, s Claudom in tako naprej. To verjetno vsi poznate in tudi uporabljate, ali pa tudi ne. Ampak tukaj mislim torej na te velike komercialne ponudnike, za katere velja, da za bolj kvalitetne svoje modele zaračunavajo visoke zneske. So pa to večinoma najboljši modeli na trgu, ki nam potem vračajo najboljše rezultate. Seveda pa tukaj pride tudi do nekih vprašanj o njihovih okoljskih standardih, o njihovih etičnih standardih, kar je tudi mogoče pomemben del premisleka, ali jih bomo uporabljali ali ne. Druga možnost pa je, da uporabimo kakšne odprtokodne oziroma odprte modele umetne inteligence, kar pa pomeni, da te modele lahko poiščemo na spletu, si jih prenesemo na svojo lastno infrastrukturo in jih potem tam zaženemo. To pomeni, da pač za te modele nam ni potrebno plačevati, te modeli so prosto dostopni. Je pa tukaj seveda neka cena za to, da mi delamo na lastni infrastrukturi, torej omejeni smo nekako s kapaciteto te infrastrukture. Večji modeli seveda potrebujejo več spomina, mogoče tudi kakšne grafične kartice in tako naprej. Česar ni nujno, da imamo, seveda cena take infrastrukture, take strojne opreme se trenutno raste, zato ker je tako veliko povpraševanje v svetu. Torej, ponavadi dobimo slabše rezultate, če nimamo tako dobre infrastrukture. In tudi, ker imamo potem take slabše rezultate, bi potrebovali kakšno specializirano znanje, da bi te rezultate izboljšali. Česar recimo v NUK-u zaenkrat še nimamo, tako da smo nekako ujeti med te dve možnosti. Ampak tukaj pa potem pride eno zelo pomembno področje v igro in to je področje avtorskih pravic.
Torej, zakaj je to tako pomembno področje, je v bistvu tale zadnja točka, ki pravi, da mi v resnici avtorsko zaščitenega gradiva pravzaprav ne smemo pošiljati iz svoje infrastrukture na tujo infrastrukturo, ker je to avtorsko zaščiteno gradivo in to nam je pač preprosto prepovedano. To je pač čisto jasen odgovor, v katero smer se mora potem NUK obrniti, ampak poleg tega čisto črno-belega odgovora je pa tukaj še ta razmislek, da so besedila v resnici osnova, na kateri so zgrajeni ti veliki jezikovni modeli, ki delajo v ozadju teh chatbotov, ki jih poznamo. In če želijo modeli se stalno izboljševati, potrebujejo nova in nova besedila, ki seveda boljša kot so, boljše rezultate lahko modeli potem generirajo in teh besedil potrebujejo ogromno. Zdaj, ponavadi ti komercialni ponudniki s premium računi zagotavljajo, da naših besedil, ki jih recimo, ali pa kakršnih koli promptov tudi, ki jih vnašamo v te chatbote, ne bodo uporabili za namen treniranja svojih modelov, ampak tukaj seveda je vprašanje, ali jim zaupamo, ker vemo, da obstajajo pač neke dokazi, da so že kršili avtorsko pravo. Tako da, čeprav mogoče nam to zagotavljajo, vprašanje, a bo, mislim, nočem zdaj, verjetno bodo res upoštevali, recimo tako, verjetno. V glavnem, kar hočem povedati je, NUK absolutno ne more si privoščiti tega, da bi avtorsko zaščiteno gradivo obdeloval s temi komercialnimi modeli. Kar to pomeni za nas je, da nam ostane druga možnost, torej zagon modelov na lastni infrastrukturi oziroma to pomeni, da smo v okviru tega projekta e-knjiga pridobili en zmogljivejši strežnik, na katerem lahko zaženemo tudi večje modele umetne inteligence, s katerimi potem lahko obdelujemo tudi avtorsko zaščiteno gradivo, ker zagotavljamo, da to gradivo ne bo zapustilo NUK-a na noben način, tudi fizično je strežnik lociran na naši lokaciji, ohranjamo popoln nadzor nad tem gradivom v vseh korakih obdelave. In pa, kot smo tudi že prej slišali, tudi na kibernetsko varnost tega našega sistema smo zelo ponosni, tako da seveda kot ni nič zagotovljeno 100%, kot smo slišali, ampak torej po naših najboljših močeh. Seveda tukaj gre tudi za vseeno neke omejitve, kar se tiče zmogljivosti teh modelov, pač glede na zmogljivost našega strežnika, še vedno dobivamo rezultate, ki so dokaj kvalitetni, morda pa niso najhitrejši, kar se tiče same pridobitve teh rezultatov. Smo pa tudi opazili, da vseeno komercialni modeli imajo kar veliko prednost, kar se tiče obdelave slovenskega jezika, tako da upamo, da zdaj v prihodnosti se bo vseeno tukaj to področje še razvijalo, seveda z drugimi projekti, ki so v razvoju. To bi nam tudi zelo prav prišlo, no. Seveda govorimo v primerjavi z angleščino in drugimi velikimi jeziki, ki imajo veliko večjo količino treninga za seboj. Tako da trenutno na tem strežniku testiramo naš pilotni projekt, kjer poskušamo avtomatizirati prebiranje metapodatkov iz znanstvenih člankov. Cilj pa bi bil, da bi to lahko počeli za vse e-publikacije. In to bi zelo pohitrilo sam postopek katalogizacije. Tako da to bi bil cilj in upamo, da bomo kmalu prišli do nekih dobrih rezultatov. Hvala lepa. Najlepša hvala, Ajda, in pohvala tudi vsem govorcem, da se zelo lepo držite predvidene časovnice. Eno ključnih vprašanj današnjega dogodka je tudi digitalni izvirnik. In znanstveno založništvo se že vrsto let sooča z vprašanji digitalnega nastajanja, objavljanja, dostopnosti in dolgoročnega ohranjanja publikacij.
Izkušnje z področja odprte znanosti zato ponujajo dragocen pogled v izzive in priložnosti, ki jih digitalna preobrazba prinaša tudi širšemu založniškemu prostoru. Svoje poglede in izkušnje bo sedaj predstavil dr. Matevž Rudolf, vodja založbe Univerze v Ljubljani. Prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz vam bom predstavil na kratko založbo Univerze v Ljubljani, zelo specifično založbo, ki pa na nek način v veliki meri že oddaja digitalni izvirnik NUK-u in ne samo to, ga oddaja tudi v prosto uporabo javnosti. Bogata založniška dejavnost Univerze v Ljubljani sega že od leta 1919, že takrat najdemo prve publikacije, kjer je bil kot založnik napisana Univerza v Ljubljani. Dolga leta smo potem v okviru univerze želeli ustanoviti po zgledu tujih univerzitetnih založb tudi svojo lastno založbo, pa se nekako nismo mogli zmeniti, na kakšen način bi to bilo, bili so različni pogledi, no. Ob 100-letnici nam je pa vseeno uspelo ustanoviti skupno organizacijsko enoto, založba Univerze v Ljubljani, ki ni samostojna pravna oseba, deluje v okviru rektorata, tudi ni centralizirana, se pravi, pri nas imamo recimo temu 26 malih založb, ki jih potem skupaj vodimo. Pokrivamo vse znanstvene discipline, kar je ena velika prednost, in kot rečeno, ja, sama produkcija knjig pa ostaja na fakultetah in akademijah. V številkah to izgleda tako, da letno izdamo več kot 260 novih knjig na leto, izdajamo 56 znanstvenih revij oziroma 139 številk, in če vse to skupaj seštejemo, smo v bistvu eden največjih založnikov po številu izdanih publikacij na leto v Slovenijo. Seveda ne govorim o tiskanih izvodih in nakladah, tam naše naklade so nizke, ampak po številu novih izdanih publikacij pa smo v samem vrhu. V teh 5 letih smo vzpostavili 3 portale, našo spletno knjigarno, kjer imamo 1850 knjig, ustanovili smo portal za revije založbe UL, kjer tudi poteka sam proces pridobivanja člankov, recenziranja in tako naprej. Tam imamo objavljenih že 17.000 člankov znanstvenih, imamo tudi portal e-knjige založbe UL, kjer je objavljenih 830 odprto dostopnih knjig. Lansko leto smo pa imeli tudi en pilotni projekt in smo za 2 fakulteti začeli prodajati e-učbenike. Zdaj tudi univerzitetne založbe so komercialne, pa niso komercialne, recimo Oxford University Press, ki ga vsi poznate, ima tam po nekaterih ocenah tudi 7000 zaposlenih. In komercialni založniki seveda izdajajo knjige, da ustvarjajo čim večji prihodek. Pač to je posel in čist legitimno. Nekomercialne univerzitetne založbe pa v bistvu ustvarjajo prihodek oziroma iščejo prihodke, subvencije in tako naprej, zato da lahko izdajajo knjige, ki so predvsem nišne, no, kakšne. Zdaj naše poslovanje predvsem določa strategija odprtega dostopa v Sloveniji, ki se je začela leta 2015. Takrat smo v Sloveniji dobili nacionalno strategijo odprtega dostopa, to je bila zgolj pobuda, kjer je pisalo, do leta 2020 mora biti toliko pa toliko procentov znanstvenih publikacij v odprtem dostopu. Kaj dosti se takrat ni zgodilo, no, pri nas smo na nekaterih fakultetah nekaj že objavljali v odprtem dostopu in s tem pridobivali izkušnje. Leta 2018 je bila mednarodna iniciativa, imenovana Plan S, kjer so se financerji znanstvene dejavnosti dogovorili, da bojo pač od velikih komercialnih založnikov zahtevali, da vse, kar se objavlja z raziskovalcev, od raziskovalcev, ki jih podpirajo, da je to pač v odprtem dostopu. Ta proces še zdaj traja, ampak se kar premika, no. Leta 2023 smo pa v Sloveniji dobili uredbo o izvajanju znanstveno-raziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti
In takrat smo v bistvu v Sloveniji dobili enega najstrožjih zakonov, kar se tiče odprtega dostopa v znanstvenem publiciranju. Pomemben je ta stavek, se pravi, vse znanstvene publikacije in rezultati raziskav, financiranih z najmanj 50% javnih sredstev, morajo biti takoj in brez omejitev dostopnem v odprtem dostopu. Ideja v ozadju je, da pač vse, kar je plačano z davkoplačevalskim denarjem, da je pač tudi na voljo naprej. Tudi za komercialne namene, da se znanost čim hitreje premika, širi in da v bistvu pač vsi lahko uporabljajo izsledke znanstvenih raziskav. Z lanskim letom pa so tudi revije, morajo objavljati tudi ne samo članke v odprtem dostopu, ampak tudi morajo objavljati odprto dostopne raziskovalne podatke, se pravi tisto, kar je bilo jedro oziroma temelj za nastanek nekih publikacij. Takole približno izgleda naši tipi izdaje glede na tisto strategijo, in sicer 40% knjig izdamo v tiskani in elektronski obliki hkrati. Zdaj, nekdo bi si mislil, ja, če prodajaš tiskano knjigo, zakaj bi jo dal v odprti dostop zastonj. Naša ideja je pač, da v bistvu naše knjige čim bolj distribuiramo, da so čim bolj dostopne. In tudi takrat smo se mi bali, je to sploh smiselno tiskati knjige, in smo videli, da v bistvu prodaja tiskanih knjig, tistih, ki so bile tudi objavljene, sploh ni padla. V nekaterih primerih so nas še kakšni avtorji klicali, vidim tale PDF, to je pa res zanimiva knjiga, ampak jo hočem pač v tiskani obliki brati. No, tako da to. 23% izdamo publikacij samo v elektronski obliki, kar pomeni, da 2/3 naših publikacij je v odprtem dostopu. No. Tista druga tretjina je pa v bistvu, se pa zgledujemo po komercialnem modelu, to so pa večinoma učbeniki, kjer pa žal nimamo nobene podpore, nobenih subvencij, in tukaj se pač moramo obnašati bolj po takem poslovnem modelu, da poslujemo vsaj z ničlo. No. Prednost univerzitetne založbe je, da pač objavljamo knjige, ki jih komercialni založniki ne bojo izdali, ker pač tržno niso zanimive. Mi izdamo tudi kakšno knjigo, ki jo prebere mogoče samo 50 ljudi, ampak če bo eden izmed teh 50 potem kaj iz tega iztržil oziroma pač dobil kakšne nove ideje za raziskave, je to že v bistvu pač nekaj dobrega. Ne. Nimamo stroškov za objave, ker v akademskem založniku, če greste do kakšnih tujih velikih znanstvenih založb, boste hitro mogli plačati več 1000 evrov za to, da vam bojo objavili članek ali pa knjigo. To je veliko boljše tudi za mlade raziskovalce, ki pač nimajo teh sredstev na voljo. No. Potem seveda to, da se objavlja v slovenskem jeziku, da tudi znanost se objavlja v slovenskem jeziku, je zelo pomembno, kajti tuji založniki seveda v slovenskem jeziku ne bojo pač objavljali. Zadnje čase pa velikokrat opažamo, no, da tudi slovenske knjige in članke znanstvene uporabljajo tuji raziskovalci, ker jih je danes hitro strojno prevedeš in da saj dobiš v pogledu raziskavo in potem kontaktirajo recimo avtorja. No. Mi hranimo knjigo v digitalnem formatu v lastnem repozitoriju Univerze v Ljubljani. To je tudi naša zaveza, se pravi, vse mora biti shranjeno v tem repozitoriju, ki je pač nam tudi nudi trajno hrambo. No. Tako da dokler tega repozitorija nismo imeli, je bilo kar težko zagotoviti pač dostopnost. Za konec pa še to bi omenil pravico do sekundarnega publiciranja. Ne vem, če jo poznate, ampak mislim, da lansko leto je bil sprejet zakon, ki raziskovalcu oziroma inštituciji omogoča, da njegov članek oziroma publikacijo objavi v repozitoriju v odprtem dostopu, ne glede na to, če se je raziskovalec recimo po pomoti z založnikom zmenil, da bo to pač zaprti dostop, da bo on to prodajal. V bistvu so taka pogodbena določila, ki so v nasprotju, so v bistvu pač nična. No. Tako da tudi, če raziskovalec objavi v nekem
tuji založbi v bistvu ima pravico, da ta svoj članek objavi tudi v odprtem dostopu. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Matevž Rudolf. Ob vseh razpravah o digitalnih vsebinah, umetni inteligenci in digitalnih izvirnikih pa se pojavlja tudi vprašanje, kakšna bo prihodnost tiskane knjige. Je digitalizacija res grožnja tiskanemu založništvu ali pa se njuna vloga preprosto spreminja? O tem bo spregovoril dr. Samo Rugel, urednik, založnik, knjižni avtor in eden najboljših poznavalcev slovenskega knjižnega trga. Prosim. Tole ne bo. A mi lahko, aha. Dober dan, lepo pozdravljeni. Povabili so me na ta dogodek. Čestitam NUK-u, direktorici NUK-a, da ste speljali ta projekt oziroma da ga bomo založniki lahko uporabljali. Se veselimo te uporabe. Seveda ga bomo pa presojali po svojih merilih. In merilo je preprosto, ali nam bo olajšalo delo ali nam bo okrepilo delo, oziroma nam ga dodalo. Če nam ga bo olajšalo in če bo NUK v prihodnosti uspel vse to narediti, kar je gospod Bakir nam predstavil, bomo zelo veseli, ker kot je že ministrica rekla, birokratizacija, s katero se založniki ukvarjamo vsakodnevno, je pač načela tudi našo ustvarjalnost, našo zmožnost v bistvu ustvarjanja knjig in o tem bom spregovoril v prihodnosti. Mogoče samo nekaj o tem, kako vidim sam povezavo med tiskano knjigo in računalništvom. Pa se bom vrnil v svojo preteklost. Leta 1983 sem bil v srednji šoli v 3. letniku in sem mogel na podlagi nekega priporočila učitelja delati neko skripto, recimo. In sem jo potem v nekaj tednih naredil in tista skripta bila še pisana na pisalni stroj. Ampak to ne pomeni, da računalnikov ni bilo. Jaz sem bil na Bežigrajski gimnaziji in tam je bil en prostor, kjer so bili računalniki. In to je bil en tak skrivnostni prostor, kamor so recimo zahajali te takratni geeki in so tam nekaj počeli. In že takrat se je govoril, ko bodo prišli računalniki, bo vse drugače. To, kar zdaj nekaj delamo na pisalni stroj, pa to bo vse pozabljeno. Ja, v bistvu se je potem to v naslednjih desetletjih na nek način v bistvu začelo dogajati. Kot recimo lahko gledamo recimo neko obdobje od leta 85 do leta 95, to je bilo neko tako prehodno obdobje, v profesionalnih založbah so že imeli te programe. Teli, ki smo nekako tole doma, ki je začeli uporabljati, smo že prehajali na recimo pisanje knjig na računalniški obliki. Jaz sem delal recimo leta 87 eno raziskovalno nalogo za Krkine nagrade in takrat sem to pisal na računalnik, ampak iztis ni bil v redu. Še čežoji nekako niso laufali. Tisti, ki ste mogoče starejšega datuma, se spomnite in recimo, ko sem mu dal tisto Krkino nagrado, sem mogel potem na 70 strani stresce posod napisati. Ampak je bilo pa na računalniku, ne še čisto uporabno, ampak že skoraj. Recimo leta 90 sem recimo že sodeloval pri prvi knjigi, sem tam očetu pomagal pri eni njegovi knjigi, to smo že delali na računalniku leta 90-91 in ta knjiga je šla potem kakšen let kasneje, govorimo o neprofesionalnem založništvu, je pa že v bistvu imela te ASCII kode in te pretvorbe so bile že možne. Zdaj jasno, takrat, ko so računalniki prehajali, je bilo pa že tiskana knjiga, je samo še dva ovinka, pa je ne bo več. Računalniki bo to vse zrihtali, mi tega ne bomo več robili. Pa smo šli na pol leta 95 pa naprej, takrat sem tudi začel
publicirati za razne medije, delo in tako naprej. In sem recimo še, prej je gospod omenil, če ima kdo še disketo. No, takrat smo diskete uporabljali in jaz sem recimo takrat doma napisal članek in sem se potem na kolo usedel in se odpeljal na delo in dal tam uredniku disketo. Ne. In potem v naslednjih letih, takrat sem tudi recimo delal v podjetju Lek, je bilo že neka interna komunikacija preko elektronske pošte in tako naprej. Ne. Leta 2000-2001 smo potem tudi na naši založbi začeli izdajati revijo, knjige in smo imeli v bistvu že te prve oblikovalske programe. Quark Express, to se ga mogoče kdo spomne, ampak so bili nestabilni programi, ne, recimo, kar se nas tiče. Mi smo recimo revijo ali pa knjigo postavili, pa smo pa k tiskarju odnesli, pa se je začelo rušiti noter, ne. Ni bilo to ustrezno zrihtano, ne. Tiskana knjiga, ne, kljub temu, da je ta zgodba digitalna napredovala, mislim, tiskana knjiga je živela naprej, ne. Vse te grožnje, ne, mislim, veste, jaz sem že 40 let pod grožnjo, da tiskane knjige jutra ne bo več. Ampak ta grožnja je na nek način zmeraj bolj absurdna, ne. Potem, če gledamo naprej naslednjo situacijo, obdobje spet leto 2005 do 2015, ne. Tukaj se je recimo ta e-knjiga v ta slovenski javni knjižni prostor pribila v nekem smislu, da to bo prihodnost, da je v to treba vlagati. Če gledamo recimo slovenski prostor, so bile založbe, ki so močno vlagali v ta format, v bralnike, v velika promocija, da je treba e-knjige začeti delati. Mi smo recimo takrat tudi že začeli bolj resno knjige izdajati in naše prve elektronske knjige so išle recimo leta 2014. No. To je bila naša založba, sem zdaj gledal recimo včerajšnjem, jih imamo iz tistega časa, še živijo, ne. Lahko si jih izposojate, to je v bistvu nek 10 let to funkcioniralo. Recimo takrat je tudi prišel do tega DLIB-a, zakon o obveznem izvodu publikacij, to je tole obdobje, ne, recimo je bilo neko tako, ki se je v bistvu tudi z nekimi temi novimi tehnologijami začelo spopadati, tudi zakon o enotni ceni knjige smo dobili, ne, ki je spet preko nekaj vplival na založništvo in tako naprej. Ampak tiskana knjiga je še zmeraj ostala osrednji format. Če govorimo o tem, kaj založnik živi pa izdaja knjige naprej iz prihodkov, ki jih ustvarja, v bistvu e-knjiga nam ni nič prinesla. Sam del. Če gledamo recimo, koliko smo mi v povprečju dobili od posamezne e-knjige, je to v bistvu bil drobiž. In v resnici smo to delali zaradi tega, ker je to javnost hotela. Ker je dejansko tudi javni sektor v tem najširšem smislu, ne, nekako čutil potrebo, da to mora biti dostopno. Za nas je bilo to nepomembno reči, ne. Ampak smo sodelovali, tudi naši avtorji so želeli, da bi bile njihove knjige izdane v e-obliki in tako naprej. Ne. Potem je bilo tole obdobje. Ne. Dejansko to obdobje, ki je bilo tudi že prej parkrat omenjeno, pandemija, dejansko je bil to vrh uporabe e-knjig. Ni bilo možno nikamor iti, takrat so tudi v bistvu tedanje platforme Biblos in tako naprej zelo zrasle, ne. Ampak jasno, potem, ko se je ta obdobje pandemije nekako končalo, se ta rast ni nadaljevala, sploh v smislu nakupa e-knjig, pa nas je e-knjiga, digitalna knjiga zmeraj funkcionirala na principu neke brezplačne izposoje. Če gledamo recimo sedanjo knjižno pokrajino, še zmeraj večina založnikov ne izdaja e-knjig. Se jim zdi nepomembno, ne. In to tudi recimo tako imenovane akademske založbe, predvsem recimo, kar se tiče tujih prevodnih izdaj, je tle en kup težav, ne vem, če to, gospod, ste se kdaj s tem seznanili v smislu avtorskih pravic, ne dovolijo v bistvu tudi, takole, ne, da bi zdaj ti e-knjigo kar nekam dajal, sploh recimo v te naročniške modele, pa tako naprej. To je ogromno nekih težav, ki nam recimo, ki izdajamo prevodne naslove, onemogoča v bistvu tudi izdajanje knjig, ne. To e-knjiga je v tem času zavzela mesto med bralci, je na omejeni ravni, mi se ne ukvarjamo z njo, ona se ne ukvarja z nami, mirno živimo naprej, tiskana knjiga ostaja. Ne. Je pa seveda, ne, svet smo zdaj nova ta 2025, nova desetletka, umetna inteligenca je nova beseda, ne, in spet recimo ne bo potrebno nič delati, uredniki bojo zamenjani,
urejanje še pisanje, vse to je nekako zdaj spet pod nekim, recimo, pod nekim, rekel, udahom, ne. In seveda je tle zdaj so nova vprašanja, ne. Kaj v zvezi s knjižno vsebino, ne. Kaj v bistvu se dejansko v resnici dogaja, ne. In recimo, tukaj je še ena takale tabela, ne, kaj se dogaja tudi v smislu ljudi, ki so zaposleni v knjižnicah in v založbah, ne. Če gledamo neko obdobje 36 pa 35 let, imamo dosti jasen trend, ne. Zaposleni v knjižnicah nekako je počasna rast, zaposleni v založbah je počasen padec, ne. Bom dal še recimo nazaj, ne, prihodnost knjižnih založb, ne. Če izvzamemo recimo Mladinsko knjigo, pa še mogoče Beletrino, mi nimamo več v Sloveniji založb, kjer bi bilo 10 zaposlenih in da bi se ukvarjali samo s knjigami, ne. So recimo za podjetja, ki delujejo na področju knjige, recimo se ukvarjajo z distribucijo in tako naprej, pa imajo mogoče 10-12 zaposlenih, ampak se znotraj tega ukvarja z produkcijo knjig mogoče samo polovico ljudi ali pa kakšen več. Recimo ta magična številka, ki lahko rečem, je 5 plus minus 2, ne. To je recimo nekak standardna slovenska knjižna založba, ne, kar pomeni, da do neke mere doživljamo to deprofesionalizacijo tega poklica. Če gledamo recimo obdobje ob koncu osamosvojitve, ne, ko so bili še veliki založniški sistemi z velikim številom zaposlenih, ki so lahko delali velike projekte, so bili samooskrbni, samozadostni, tega zdaj v resnici nimamo kaj dosti več, ne, in potem, ko recimo gledamo še kakšno leto naprej, pridemo v bistvu do te situacije, ne. Da v zadnjih 20 letih, ne, so propadle ali pa nehale izdajati knjige številne založbe, ne. Je pa šel recimo pred nekaj tedni en teden, ker recimo se mi je zgodil v enem tednu naslednje. Založba Modrijani obvestila, da izdaja zadnji račun in da dokončno zaključujejo s poslovanjem. Uradni list je sporočil, da je šla založba v likvidacijo, založba Zala je pa obvestila, da so zaključili s poslovanjem. To je recimo bila recimo pred par tedni v enem tednu, ne. Tako da to so recimo neke konkretne reči, ki v bistvu pod vprašaj postavljajo, kaj se bo dejansko s to tiskano knjigo, ki v resnici ni v nobeni krizi, dogajalo v prihodnosti, ne. Ker zdaj je pa jasno, vsebina tiskane knjige. To je neka reč, ki je zdaj po mojem mnenju najbolj pod udarom. Tukaj se veliko se ukvarjali danes s tem z arhiviranjem, ampak arhiviranje česa? Kaj se arhivira? Recimo vam dam konkreten primer, recimo izpred zadnjih dni, uporabna umetne inteligence, osnova je bil filmski scenarij, ki ni doživel svoje filmske realizacije, s pomočjo umetne inteligence je bil pretvorjen v roman, ta roman je izšel, pač umetna inteligenca je tudi malo halucinirala, tako da so se kakšna imena glavnih likov skozi knjigo spremenila, ta knjiga je izšla, izdala je založba, ki promovira uporabo umetne inteligence, ta knjiga na voljo po včerajšnjem štetju v 36 slovenskih splošnih knjižnicah. Ne? To je recimo nekaj, kar je pa konkreten problem, da se zdaj v resnici to umetno inteligenco uporablja v neprimerne namene, da se to na nek način je zelo težko identificirati in da je zelo težko to tudi preprečiti, ne. In na koncu lahko pridemo do tega, da bomo imeli seveda vse serverje pa vse standarde narejene, ampak ne bomo imeli po eni strani dobre knjižne vsebine in niti ne bomo imeli več dovolj velikega števila knjižnih profesionalcev, ki bi recimo lahko zagotavljali kakovostno, urejeno uredniško knjigo. To je recimo en tak konkreten problem in če gledamo zdaj to evolucijo, ne, zadnjih 40 let je v resnici tiskana knjiga, ne, imela zmer v seveda nekih fantazmah zunanjega, najprej zunanjega sovražnika, ne. To pomeni, ne bo časa, ker bojo pač televizija, radio, računalniki, novice, ne. Potem je imela sovražnika v obliki konkurenčnih formatov, ne. To ni več problem, da knjiga bo, ampak ne bo več tiskana, ne. Bo e-knjiga, ne. Zdaj imamo mi novega sovražnika in to je notranji sovražnik, ne. Mi lahko to svojo knjižno vsebino
izpodjedemo od odznotraj, če ne bomo za njo skrbeli. Ne. Pa bom dal to je na nek način zaključek mojega predavanja, bom dal pa še recimo en tak odsvek za konc. Ogromno je tukaj ljudi, ki je vključenih v razne recimo segmente ohranjanja, arhiviranja, katalogiziranja, dokumentiranja knjige, digitalne knjige. Nisem pa recimo danes slišal nič na to temo, kako bi lahko cela ta infrastruktura, vključno z inštitutom Frana Ramovša in tako naprej, nam pomagala nam založnikom, da bi lahko boljše knjige delali. Da bi te knjige lahko naredili lažje, boljše, da bi lažje odpravili napake, na koncu korekturne napake in tako naprej. Lektorske napake še zmeraj morajo odpravljati ljudje. In recimo v tem smislu, če se spomnite filma Socialno omrežje, Facebook recimo je nastal v eni študentski sobci na Harvardu, je bil tudi prej nekdo je omenil Harvard. No, v eni študentski sobci v Ljubljani tudi nastaja tak program, ki bi to omogočal. Pa je to dejansko stvar, ki recimo bi lahko javne inštitucije pa temu zelo pripomogle, da bi dejansko založniki delali boljše knjige. Ti veliki jezikovni modeli, ki jih v bistvu lahko tako drugače uporabljamo, se lahko uporabijo tudi zato, da bi te knjige na koncu boljše nastale. In da bi potem boljše in da bi tudi ta umetna inteligenca delala v našo korist, ne po našo škodo. Mogoče toliko za razmislek. Želim vam prijetno poletje z dobro knjigo v roki. Hvala. Najlepša hvala, dr. Samo Rugl. Iskrena hvala vsem 4 govorcem oziroma govorcem in govorki za vaše relevantne in zanimive prispevke. S tem pa tudi zaključujemo prvi del našega današnjega druženja. Sedaj vas namreč vabim na pogostitev, neformalno druženje in pogovore o temah, ki smo jih danes odprli.